Najlepša hvala za povabilo. Zelo so mi ostale v ušesih besede predsednika, ki jih bomo z veseljem tudi upoštevali potem v naslednjem mandatu, koliko boste sestavljali vlado, in to je sodelovanje mladih pri oblikovanju politik, ki se jih dotikajo, in pa sodelovanje mladih v ekonomsko-socialnem svetu. Mladinski svet Slovenije je krovna reprezentativna organizacija, struktura sestavljena iz, bom šel zelo na hiter čez, tako da ne bom časa kratko, ker vem, da je predvsem, je krovna reprezentativna struktura ustanovljena leta 1990, članice Mladinskega sveta Slovenije, zelo pluralno članstvo. Mladinski svet Slovenije resnično združuje zgornja vrsta, imate 6 političnih podmladkov, med njimi tudi SDM. Moram reči, da sem izredno vesel, da je SDM zagnal svoje kolesje in pa da se je prebudil nekako. Mogoče smo ga malo pogrešali v preteklosti, vsaj odkar sem jaz na mesto predsednika Mladinskega sveta Slovenije. Tako da moram reči, da sem izredno vesel in upam, da bo takih tribun še veliko tudi v prihodnosti, ko ne bo predvolilni čas oziroma volilni čas. Glavno Mladinski svet Slovenije združuje 16 organizacij, naštete so spode. Namen Mladinskega sveta Slovenije pač sodeluje na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni. Ključni namen MSS je omogočanje mladih, ki so združeni v različne združenja, društva, demokratične strukture, da participirajo in sodelujejo v vseh oblikah odločanja, se združujejo na podlagi enakih interesov, poskušajo prispevati k politikam, ki se jih dotikajo. Ustanovljeni smo po zakonu o mladinskih svetih, ki je sprejet leta 2002. Zakon o mladinskih svetih, 6. člen določa, nalaga vladi oziroma organom, da Mladinski svet Slovenije nekako obveščajo o tem, kako se spreminjajo akti oziroma zakoni, da smo obveščeni in da poskušamo, da lahko tudi sooblikujemo tiste akte, ki se sprejemajo o mladih. V lanskem letu je bil sprejet tudi zakon, krovni mladinski zakon, imenuje se Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki daje tudi Mladinskemu svetu Slovenije tisto vlogo, da je neka krovna reprezentativna struktura, poleg seveda članstva, ki je nekako tisti reprezentativni predstavnik mladih v Republiki Sloveniji. Mladinski svet Slovenije ima klasično demokratično organizirano strukturo. Zbor Mladinskega sveta Slovenije sestavljen iz 31 članov, predstavnikov organizacij članic, ima svoj izvršilni organ, predsednik, glavni tajnik in podpredsednikov, ima tudi seveda nadzorni odbor in pa sekretariat oziroma pisarno, se pravi mašinerijo, ki pripravlja strokovna gradiva. Vsak izmed podpredsednikov je zadolžen za svoje področje, ki so našteta zgoraj. Vsak pokriva to svoje področje, ima v sekretariatu ima zadolženega nekoga, ki pokriva tudi njegovo področje in ki z njim največ sodeluje. Podpredsedniki sodelujejo tudi med sabo, zato ker se seveda tudi področja med sabo prekrivajo. V letu 2009 smo ustanovili eno komisijo, imenujemo Komisija za mladinske politike, ki je sestavljena iz predstavnikov organizacij članic. V bistvu gre za neko komisijo, ki je, z njo želimo spodbujati organizacije članice, da sodelujejo pri pripravi različnih gradiv oziroma stališč Mladinskega sveta Slovenije glede na pluralnost strukture, ki sem jo že prej omenil. Želimo, da vse mladinske organizacije, ki so združene v Mladinski svet Slovenije, dajo svoj input in potem mi s tem inputom poskušamo, gospa Jerajeva bo to zelo dobro vedela, ker smo največ z njo sodelovali z vaše stranke, da pridemo nekako do tistega, da lahko predlagamo neke dobre rešitve, ki so
dobre za mlade oziroma so korist mladih, zato da se bodo mladi razvijali in da bodo dosegali tisto stopnjo avtonomije. Naloga komisije je pripravljati programske dokumente, tleh imam tudi sabo, bil sem zelo vesel, ker so bili natiskani. Zakaj sem bil tako zelo vesel? Ker so bili sprejeti na našem najvišjem organu, na zboru Mladinskega sveta Slovenije, soglasno. In tukaj noter v teh dokumentih so predlagane, so identificirani problemi, težave, s katerimi se soočajo mladi v mladinskih organizacijah, člani tudi Slovenske demokratske mladine, Zveze tabornikov Slovenije itd. Vseh članic. In pa narejen nabor nekih ukrepov za izboljšanje dotičnega stanja. Do zdaj smo pripravili 4 programske dokumente, in sicer z področja izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske problematike, ki smo jih identificirali kot najbolj ključne, in pa seveda mladinskega organiziranja, ker pač zastopamo različne mladinske organizacije. Naslednji teden imamo zbor ponovno in bomo sprejemali dokumente z področja participacije, informiranja, mobilnosti in zdravja. In bomo tudi natiskali te knjigce podobne, ki jih bomo seveda tudi dostavili tistim, ki boste sedeli v parlamentu. Potem izvajamo različna usposabljanja, izobraževanje za mladinske organizacije, pripravljamo različne priročnike, pisca enega, našega priročnika odnosi z javnostmi za nevladne organizacije. Izdali smo letos knjigo Mladinsko delo v teoriji in praksi, nek tak priročnik. Imamo bazen trenerjev, bazen izkušenih izobraževalcev, ki izobražujejo člane naših organizacij članic. Na področju mednarodnega sodelovanja, na hitro, da veste, da smo tudi evropsko vpeti, tudi SDM je član JEP-a. Na evropski ravni, ravno tako je JEP član Evropskega mladinskega foruma, kot je Mladinski svet Slovenije, član Evropskega mladinskega foruma, kjer se združujemo s 100 različnimi organizacijami iz cele Evrope. Sodelujemo v programu Mladi v akciji, zakaj sem poudaril to z rdečo, škoda, ker ni evropske poslanke, gospe Cizlove, ker smo bili tudi pri njenem sestanku v zvezi s tem. Evropska komisija pripravlja nov program, imenoval se bo Erasmus for All. Mladi v akciji, mogoče ga poznate, če ga ne, upam, da ga boste čim prej, ker je to en mehanizem v Sloveniji, ki spodbuja mladinsko delo in sofinancira projekte, ki jih izvajajo mladi. Evropska komisija se je odločila, da ta program združi pod program Erasmus for All. Mi smo zelo proti temu, zato ker se gibljamo predvsem v polju neformalnega in želimo, da se to polje neformalnega tudi ohrani s tem programom. Evropski mladinski forum, predsednik Evropskega mladinskega foruma Peter Matjašič, prihaja iz okolice Ptuja. Drugi slovenski predsednik po vrsti, prej je bil predsednik Tine Radinja, tudi slovenec, tako da moram reči, da smo ponosni na to, da imamo predsednika krovne Evropske mladinske organizacije. Kar se tiče našega sodelovanja Mladinskega sveta, sodelujemo z Urado za mladino, ki je tudi naš glavni financer in sponzor. V skladu z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju je bil ustanovljen tudi Svet Vlade Republike Slovenije za mladino, najprej s sklepom, pa pol uzakonjen. Ustanovljen pa je bil tudi pododbor Državnega odbora za mladino, kjer smo tudi imeli možnost predstaviti programskih dokumentov in upamo, da bo tudi v prihodnje deloval. Bili smo tisti, ki smo organizirali, mene takrat še ni bilo, je bil prejšnji predsednik, tam tudi vašega kandidata, bivšega ministra za šolstvo in šport. Ministrstvo za šolstvo in šport je naše resorno ministrstvo. V okviru predsedovanja je bil tudi organiziran Evropski mladinski dogodek v soorganizaciji Mladinskega sveta Slovenije, Urada za mladino oziroma Ministrstva za šolstvo in šport. Prostovoljec leta, mogoče ste slišali za njega, naš največji projekt, predsednik, pokrovitelj
spodbujanje prostovoljstva, izvajamo različne kampanje, in pa, da ne pozabimo moment letošnje kampanje, ki ste verjetno vsi z nami povezani, potem zaključili. Serija tematskih mesecev na podlagi teh programskih dokumentov, izvedeli smo kampanjo v Mednarodnem letu mladih, kampanja za samostojen program Mladi v akciji, pozvali smo politične stranke za uvrstitev mladih kandidatov na liste. To je bilo še predno ste sestavljali liste, jaz mislim, da se je pri vaši stranki obrestovalo. In moram reči, da sem krno iz cirka 1300 kandidatov na listah, glede na to, da smo tudi organizirali srečanje kandidatov mlajših od 30 let, katerega se je odeležil tudi Andrej pa Katja, mislim, da sta bila vidva. In sta tudi podpisala zavezo, ki smo jo pripravili. Moram reči, da je tam po naših podatkih, mislim, da cirka 100 mlajših od 30 let na kandidatnih listah, to je cirka 10%, slabih 10%. Ajde, recimo, da se stanje izboljšuje, želeli smo absolutno še več. Enkrat sem rekel, da je potrebno imeti zdravo mero izkušenj starejših pa zagona mladih. Tako da, jaz mislim, da se bo v naslednjem sklicu zadeva tako sestavila, da bo v redu in da bomo imeli mladi tudi možnost oziroma glas pri tem, ko se sprejema zakone v povezavi z mladimi. Tako da, jaz bi s tem končal, najlepša hvala za pozornost, jaz upam, da vas nisem preveč utrujal, želim vam vso srečo v nedeljo, pa upam, da se v bližnji prihodnosti v naslednjem sklicu tudi vidimo.